V naši družbi je Blaž Rola. Blaž je trenutno poškodovan, kako kaže, v procesu rehabilitacije, pa bo zdaj povedal kar sam. Lep pozdrav, Blaž. Zdravo, Anže. Dolgo se nisva slišala. Res je, ja. In kaj se je vse zgodilo v tem času, recimo temu Ja. več kot enem letu? Ja, kar ogromno stvari. Nazadnje najhujša seveda operacija kolena, ki sem jo bil primoran narediti, konec julija. V bistvu operacija sama ni bila komplicirana, dokaj tekoče potekala, kasneje sem imel nekaj komplikacij z samim otekanjem kolena, je celoten proces malo vse skupaj zaviralo. Trenutno sem pač v rehabilitacijskem postopku, stvari grejo na boljše, se mi zdi, je še vseeno prehitro za reči, ali bo koleno v redu ali ne. Imam dokaj tako specifično poškodbo, tam enega računam sredi novembra, konec novembra bi se moglo vedeti, ali bo koleno še zdržalo teniške napore v naslednjih, upamo, da naslednjih 3-4 letih. Ja, kar dolgo traja ta poškodba, ne? Najprej nisi želel na operacijo ali nisi šel, zdaj pa potem ta operacija. Kako je vse to potekalo? Si dobil vse, kar si potreboval morda, kar se tiče oskrbe v Sloveniji, ali kaj pogrešaš? Ja, no, v bistvu poškodba se mi je začela celo na Davis Cupu, to je bilo marca, aprila. Ja, na začetku nismo v bistvu vedeli, zakaj točno gre. Jaz sem vseeno vztrajal, to je bilo obdobje, ker sem jaz branil v bistvu skoraj več kot polovico mojih točk, in nisem si načeloma mogoče malo trmasto želel prekiniti tisto obdobje in se mogoče posvetiti saniranju te poškodbe. No, na koncu se je izšlo, da je šlo za eno malo večjo poškodbo hrustančnih lukenj v koleno. Tudi sam magnet ni pokazal v bistvu, da je problem tako veliki, ko je kasneje doktor opazil, ko je naredil artroskopijo. V bistvu po artroskopiji se je pokazalo, da je 3-krat večja luknja, kot je dejansko magnet pokazal. Jaz sem od obdobja od marca do julija koleno probal sanirati z vsemi drugimi alternativnimi metodami, od PRP-ja do fizioterapij, do kortikosteroidov, vse, kar je v bistvu bilo na spisku za narediti. Pač na koncu se je izkazalo, da mi nič ni pomagalo dolgoročno. Kratkoročno ja, ampak slej ko prej se je ta bolečina vrnila in ja, na koncu sem mogel sprejeti odločitev, ki jo verjetno vsak športnik ne želi sprejeti, da se pač odloči za operacijo. In ja, vse skupaj je dolgo trajalo, ampak sem si dal na nek način čas, da se probam operaciji izogniti. Ni še šlo, ampak probal pa sem narediti vse, kar je bilo v moji moči. No, kar pa se tvojega vprašanja tiče, mislim, da sem imel okrog sebe dobre specialiste, kar se vsega tega tiče in oskrbe. Bil sem operiran pri doktor Drobniču, v bistvu on celoten moj proces tega upravljanja teh težav v kolenskem sklepu spremljal. Je specialist, kar se tiče področja kolenskega sklepa in še posebej hrustanca, te težave, ki ga jaz imam. In smo, res smo probali vse narediti. Mislim, da mi je on, kar se tega tiče, omogočil. Imel sem tudi dobro oskrbo fizioterapije in ja, pač na koncu se je to tako izšlo, na silu ni šlo in ja, operacija je bila potrebna. Kako pa je vse to vplivalo psihološko na tebe? Je še želja, kaj si želiš zdaj v naslednjih mesecih? Ja, leta sigurno ne olajšajo situacije. Nisem več star 23 let, da bi to malo lažje sprejemal. Normalno se začnejo pojavljati vprašanja, ali v takih letih ali se še bom uspel vrniti, ali bo ta rehabilitacijski proces uspel, ali bo kolenske sklepi, vezi, vse to, da bo se to v redu zacelilo, da bo to še pripravljeno na vse te napore, ki sem jih imel skozi leta. Ja, pojavljajo se te vprašanja, ampak mislim, da glede na celoten trend športa se mi zdi, da se te leta višajo, kar je pozitivno, kar mi normalno da
da neko upanje, ampak še vedno se pa ne počutim starega 32 let. Še vedno se mi zdi, da sem mlajši, kot mi številke prikazujejo, kako se na to izrazim. Vseeno sem začel, rečemo, profesionalno tenis igrati kasneje kot običajni profesionalni teniški igralci. Jaz sem vseeno vstopil v neke profesionalne vode pri 23-24 letih in ja, mogoče zaradi tega se tudi počutim malo mlajšega, ampak želim si, želja je, motivacija je, mislim, da tudi cilji, ki si v glavi zastavljam, so realni in želim si, če bo mi to normalno telo dopuščalo, želim igrati naslednje 3-4 leta. In morda, kot vidim zadaj, tamle tudi Wimbledon znova priti v London na sveto travo. Ja, bi si želel, sicer ne vem, če bi me Murray še počakal, želel bi si še en revanš, kar se te tekme tiče, ampak ja, sigurno ena motivacijska slika. Po stanovanju bi si jih mogoče več dal, ko se sprehajam, da bi mi motivacijo dvigovalo, ampak ja, je to sigurno neki cilj, da ponovno tam nastopim v glavnem turnirju. Vsi želimo Blaža Rolo videti tudi v reprezentanci, kar dva tvoja sotekmovalca bi lahko rekli, da se zdaj poslovila, Kavčič in pa Bedene, morda nekaj spominov glede njiju, pa potem reprezentanca. Ja, to je bil čustven, žalosten dan v Portorožu, kar se slovenskega tenisa tiče, ne samo od njujo, vem tudi Katarina Srebotnik in se je poslovil. Tisti vikend se je poslovilo ogromno ikon slovenskega tenisa, no. Po eni strani žalosten dan, po drugi strani pa vesel dan, normalno, da smo lahko sploh take igralce v naši državi, mali državi imamo. In jaz sem na zaključni prireditvi skupaj z reprezentanco stal in nisem dobil v misli, da jaz pa si še želim tudi zaključiti. To je bilo pozitivno. Kar se njiju tiče, mislim, da rezultati svoje govorijo, oba sta naredila v svoji karieri neverjetne uspehe in meni je bilo čas deliti teniška igrišča z obema, no. Je pa res, da se pa je s tem reprezentanca, če tako rečemo, krepko oslabila. Normalno, izgubili smo dva igralca, ki sta bila redno med top 100 na svetu. Kar pa se mene tiče, ja, prva moja naloga je, da sebe spravim na teniška igrišča. Jaz upam, vem, da se februarja igra dvoboj proti Turčiji. Če bom pripravljen in sposoben igrati, seveda bi si želel reprezentanci pomagati, ampak je pa še dolga pot do tja, vsaj kar se z moje strani tiče in normalno pa bomo naredili vse, da bi takrat že bil pripravljen. Pa se vidiš morda v vlogi mentorja teh mladih igralcev, ki zdaj prihajajo, Bedene in Kavčič sta bila že pred koncem kariere nekako mentorja tem mladim igralcem. Kakšna pa je lahko tvoja vloga? Ja, mislim, sigurno bi se lahko videl. Mislim, da naše izkušnje iz teniškega sveta lahko ogromno nekih spodbudnih besed damo tem mladim igralcem in jih naučimo nekaj, kar mogoče se še ne zavedajo. Jaz sam sem nagnjen k več del, bi temu rekli, ogromno treniranja in žrtvovanja in preživljanja časa na teniškem in izven teniškega igrišča samemu treniranju. Mislim, da tu, ne vem, koliko se kaj mladi igralci zavedajo, ampak pot je dolga, pot je težka in je potrebno ogromno časa, energije, truda vložiti, ogromno treniranja in še takrat ni vse zagotovljeno, da se bo izšlo tako, kako si želimo. In mislim, da bi tu in upam, da tudi normalno, da tudi vem, da Blaž in tudi da Aljaž k temu stremita in tu bomo pač na en način probali igralce usmeriti temu, da bodo mogli malo pač, kako bi se temu izrazil, malo trde kože na rokah dobiti, da bojo prišli do takih uspehov, ker vemo, da je vse, samo lahko ni. Ja, nekajkrat pa sicer že govorila o tvoji udeležbi na univerzah, ko si študiral v ZDA, zdaj kot zadnji je odšel Dominko. Kako
bi ti zdaj gledal na njegov odhod, nekateri se kar ustrašijo odhoda na univerzo, kar se tiče profesionalne kariere, vendar pa ti si nekako dokaz, da ni vse izgubljeno, če greš na fakulteto v Ameriko. Ne, jaz prvo tem ljudem, ki se strašijo, bi jim rekel, da se nimajo kaj za bati. Stvar je, mislim, dosti bolj zakomplicirana, kot jo eni poenostavijo. Ja, normalno so univerze, kjer tvoj, rečemo, tenis ali pa tvoja pot v profesionalni tenis tepi, so pa univerze, ki pa te k temu spodbujajo. Stvar je ogromno je na tebi, kako se boš v bistvu ti temu posvetil. Kar se Sebastjana tiče, jaz sem bil kar mogoče zraven pri njegovih odločitvah glede študija v Ameriki in on se je mogoče odločil za šolo, kjer je tudi akademsko zelo dobro podkovana, ampak to nima nobene veze, kar se tiče teniškega programa. Vem, da tudi Notre Dame teniško dobro podkovana šola in jaz njemu takrat rekel in še vedno vztrajam, je vse odvisno od tebe. Če se bo želel posvetiti tenisu, če bo želel stopati potem po profesionalnih poteh naprej, boš se mogel ogromno žrtvovati v študentskih letih v Ameriki. To je bilo pri meni, da enostavno prostega časa nisem imel, to je bilo od šole na trening do v bistvu učenja in tam bom rekel, si predstavljajo verjetno ta študij v Ameriki, ogromno zabav, ogromno druženj, pa tako, kot je v filmih včasih prikazano. To seveda obstaja, moraš pa biti na nek način mentalno pripravljen se temu odrekati in se držati tega, za kar si tam. In če se normalno tega držiš, verjamem, da ti šola, da ti teniški trenerji in pogoji dopuščajo, da se po 3-4 letih, ali kako dolgo pa želiš tam biti, pripraviš in si sposoben igrati na zelo, zelo visoki ravni profesionalnega tenisa. Hvala lepa in držimo pesti torej. Hvala, Anže.